Rož podjuna zila, venec treh dolin. Himna koroških Slovencev, poskus opisa dvojezičnega ozemlja, kjer sta še do sredi 20. stoletja prevladovali slovenska beseda in pesem. A tega izraza žive kulture in tradicije ne moremo ločiti od ozemlja pod peco, stolom in jepo z odličnimi rodovi. Več kot 1000 let je slovenski živelj obdeloval, sejal in žel okorno zemljo z njivami, travniki in gozdovi in tako prispeval svoje k kulturni, duhovni in materialni rasti med slovenskim ljudstvom. Odločna volja in pogumni boji zaznamujejo stremljenje po politični, pravni in gospodarski enakopravnosti, ki je vzajemno zapisana v zgodovini koroških Slovencev. Ravno tako kot pripravljenost do boja za obstoj in obramba krutega poskusa zaničevanja in nasilja z odtujevanjem maternega jezika. To, kar velja za ves slovenski živelj na Koroškem, se posebno vidi ob skrbnem pogledu na življenje, ustvarjalnost in delovanje Slovenk in Slovencev ob srednjem delu Drave v Rožu med Šentjakobom in Borovljami. Globoko zakoreninjenost in skrb za ohranitev jezikovne, kulturne in družbene enakopravnosti izpričajo številne dokumentacije in raziskave o znamenitih osebnostih, o katerih govori filmski posnetek pod naslovom Rož, road movie po poteh 4 osebnosti ob Dravi. Bomo kaj naročili, zares naročili. Dobar dan, a bi še ponesel vam imate še kako željo, že in vačne? Hiša vse nudi. Vil bi reči pozdejša? Za enkrat bi samo eno kavico. Eno kavico, z mlekom ali črno? Z mlekom. Ja. No, jaz bi pa en espresso. Espresso? Jaz bom pa sok spet. Pa sok. Mi smo ja tle pri Miklavžu. Ja, pri Miklavžu. A ni tu bil tudi Janko Ogris, znameniti koroški Slovenc? Prvi Miklavž Ogris, ko je naša družina prišla van 300 leta, tle se je bil moj deda. Prvi Miklavž. 10 let potem je bilo izseljeništvo in 45 so zad prišli, Bogu hvala na Višavah. So si pa po pijačo ren, pasa? Ja. 2 kavi pa sok. Ja. Menim, da je bil Janko Ogris centralna osebnost tukaj na lokalni ravni, kar zadeva kulturno življenje v občini in seveda tudi politično življenje. Bil je tudi občinski tajnik v vsej dobi med obema vojnama in seveda tudi potem na gospodarskem področju kot obrtnik, trgovec in pa kot funkcionar lokalnega hranilnega društva in gospodarske zadruge oziroma blagovnega oddelka tukajšnje hranilnice in posojilnice. In v Koroškem oziru, torej oziru koroških Slovencev, nasplošno pa je bil tudi ena izmed centralnih osebnosti tudi na političnem področju, ker je na vse zadnje bil tudi imenovan poslanec v Koroškem deželnem zboru oziroma izvoljen v Koroški deželni zbor. Rekel bi, da je bil v prvi vrsti politično in narodnostno politično orientiran, zelo pozitivno, nikoli ni zatajil sebe, niti v narodnem, niti v političnem pogledu. Bil je izredno socialen človek in so ga spoštovali ravno zaradi tega, ker je bil trden tako na političnem kot narodno-političnem oziru tudi vsi drugi. Je po mojem
res izjemna oseba. No, v tem delu Roža so pa še druge pomembne osebnosti, rojene vse v 19. stoletju. Recimo tu blizu je vendar bil doma Reichmann, Blaž Reichmann. Ja, Reichmann spada gotovo tudi med pomembne osebnosti začetka 20. stoletja tu na Koroškem. Poleg Reichmanna so seveda tudi še drugi. Torej je tu Florian Lapuš. On je bil za čas plebiscita pravzaprav še ruski ujetnik in je pravzaprav tudi kot mlad vojak moral za Avstro-Ogrsko se boriti v Rusiji, tam so ga ujeli in je še kar nekaj let preživel direktno v Sibiriji, neposredno v Sibiriji. Se pravi, on je prišel pravzaprav šele po plebiscitu spet nazaj na Koroško, je pa očividno v Rusiji toliko preživel in se k sreči vrnil na Koroško tudi polno energije, tako da je potem lahko še kar nekaj zadev vzel v roke v Pocini vasi. Bil je tam v posvetnem društvu zelo aktiven, zbral je ljudi okoli sebe, tako da so na primer s teatrsko skupino že štartali z 40 osebami in tako. In pozneje je še pred drugo svetovno vojno tudi na kulturnem političnem področju veliko pravzaprav na novo ustanovil oziroma na novo nadaljeval. Tako da je tudi to zanimivo, kako se en človek pravzaprav vrne iz ujetništva iz Rusije po plebiscitu, ko je pa že na Koroškem najbrž bilo veliko potrto po plebiscitu, Koroški Slovenci so bili najbrž po plebiscitu zelo nekako potlačeni tudi. Očividno pa je to spravilo veliko energije tudi, da se nekdo vrne od zunaj, pa na novo začne ali nadaljuje zadeve na kulturnem, političnem področju, pozneje pa seveda tudi na zadruškem področju. No, mislim, v obeh primerih je stvar tudi zanimiva, ker tako Janko Ogris kot pa Florian Lapuš sta je bila avtodidakta, samouka. In to po mojem premalo cenimo, kako sta te dva lahko zavzemala take položaje, naprimer v zadružništvu ali pa v kulturnem življenju. Ogris je bil podpredsednik Krščansko-socialne zveze in potem po vojni seveda Slovenske prosvetne zveze in Florian Lapuš pa seveda predsednik Zveze koroških zadrug. Po vojni pa je kljuboval vsem pritiskom, angleškemu pritisku koroške deželne vlade in avstrijske vlade, ko je obnavljal slovensko zadružništvo na Koroškem skupaj seveda z Mirtom Cvitrom, ki je bil pravnik, inverziran, ampak brez Lapuša si ne znam predstavljati obnove Zveze koroških zadrug. On je našel kot fenomenalen komunikolog neke povezave z avstrijskimi zadružnimi strukturami in jih spravil tako daleč, da so celo pomagale te strukture pri uspešni obnovitvi Zveze koroških zadrug. Je pa pravzaprav imel samo leta utrkvistične šole, No, pa tisti zadružni tečaj v Ljubljani je imel, ampak on se očitno stalno izobraževal, ker drugače to ni razumljivo, da človek, ki nima šol, on se je moral nekje naučiti teh spretnosti. In to je mogel samo s pomočjo strokovnega tiska, ker vemo, da je ta strokovni tisk tako avstrijskega kot slovenskega je stalno spremljal. In to mu je zelo koristilo. Podobno usodo je doživel tudi Janko Ojcl, ki je živel na Polani, v bistriški občini. Bil je tam orožnik, še cesarsko-kraljevski, tam se je ustanovil družino in v plebiscitnem konfliktu se je služil pod jugoslovansko upravo in po vojni, torej po plebiscitu so mu odzeli državljanstvo, vendar je lahko v deželi ostal z 5-člansko družino, s 5 otroki. Je ostal na Polani, zato ker je njegova žena podedovala majhno posest na Polani. Sicer bi tudi on moral deželo zapustiti. Tako da je torej v zelo težkih pogojih, potem v medvojni se je družina prebijala skozi
obdobje krize in državljanstvo so mu dali šele 1950. leta. Tukaj je Janko Ogris imel svojo trgovino in prav tu razvijal te njegove komunikacijske sposobnosti s prebivalstvom. V Bečovcu v prvi vrsti se je orientiral na šolarje, ki jih je skušal že zelo mlade pridobiti za sodelovanje pri domačem kulturnem društvu. Tu pa prihaja Ana, vnukinja Janka Ogrisa Miklavža. Dobar dan, to je pa fajn, da ste prišli malo v Bečovc, da bi naš deda barele, da bomo malo upa posedli, pa malo pohaužvali. Reče, a je bil včasih. Jaz sem ta Manova, pa naš deda, pa jaz sem znašel dedo Manova. Naš deda je mirom, da ste bil narečje, moramo obdržati. Slovenščina je zelo važna, ampak narečje moramo obdržati. In začelo se je tam, kjer je zdaj gostilna, v glavni vhod, tam, to se ta spominjam, so naš deda v tači mine sobe vse žvah stvari prodala. Ne rečimo od cura, temu je čisto se od spodnega perila, od hadrce, to je moja bacica stavila, je zmirom hadrco nosiva. To je in če naš deda naprej hodu, ali pa da je naprimer, da ače Loden šel nakupovati v Celovec, je mantle Janeša bil, jaz to ta spominjam se s to torbo, polebaci je zmirom ano hadrco mi prinesel. In jaz ta spominjam se na materinske proslave. Vse otroci iz cele vasi smo bili ponosni, da smo smeli na materinsko proslavo tamo recitirati, ali na igrico, pri igrici mi sodelovati. In a je naš deda še ta znov je povezovanje. On je pomagal, on je resen tudi, kar se tiče narodno-politično delovanje, povezovalno. On ole ni bil, da bi se pariral. On je zmerom rekel, vsačova ima svoje dobrote, pa vsačova ima negativne in pozitivne strani. In nagovoril je vse, čisto vse. Ja, to, kar si omenila glede dijakov, je zanimivo, da je on to delal tudi že prej, ne? Ja. Da je vsakega skušal pridobiti zase. Ja. Imamo ja nekaj zapisov tudi, kako je skušal, pa našel torej, povezavo z dijaki na Plešivcu, kjer je bilo dosti koroških Slovencev tudi torej, v 50-ih letih. In jih je tudi nagovarjal in podpiral. On je podpiral tudi izhajanje plešivskega kresa. Eden redkih, ki je to počenjal in tudi pismeno nagovarjal torej dijake na Plešivcu, da delajo v narodno-političnem oziru. To je eden redkih primerov, da poleg župnika, tako rekoč laik, ki je bil seveda zelo torej prepričan katoličan, to je tudi treba reči, in pa tudi nobenega drugega mnenja ni izključeval, kako je znal kot laik najti povezavo tudi z dijaki na Plešivcu. No, tukaj se je leta 1883 rodil Blaž Reichmann, poznejši sodnik v Borovljah in prej že na raznih sodiščih na Koroškem, potem pa na Ravnah in nazadnje v Kočevju. No, od tu ga je vodila pot mladega dijaka, tako rekoč v Celovec, na humanistično gimnazijo in potem je se vpisal na Dunajsko pravno fakulteto, kjer je zaključil študij
1909 in potem postal sodniški pripravnik na Celovškem deželnem sodišču. Blaž Reichmann med drugim piše: Na okrajnem sodišču v Celovcu sem bil čez pol leta dodeljen kazenskemu oddelku, dela je bilo veliko in sem bil zaradi njega večkrat v zadregi, saj se praksa in teorija le precej razlikujeta. Včasih so stopili pred kazenskega sodnika tudi kaki Bilčovščani ter zaupljivo upirali oči vame, da bi jim kako pomagal, kar pa seveda kot zapisnika nisem mogel. Spominjam se, da je bila nekoč obtožena Rajna Krištofinja, ker je sosedu Pežlu kradla kure, jih zvabljala v svojo hišo. Tam je ujela ter jih vajno zapirala. Seveda me je tudi ona takoj prepoznala ter se polna zaupanja zatekla k meni. Blažej, pomagaj mi, saj me poznaš. Res sem sodniku razložil razmere pri Krištofu in tudi, da ženska ni prav pri pameti. Zato jo je prav milo obsodil. Potem bil imenovan za predstojnika okrajnega sodišča v Borovljah leta 1918. Tu je deloval 2 leti. Kot namestnika državnega tožilca sem namesto prejšnjega nemškutarskega nadučitelja Kustanika zaposlil vsem znanega in spoštovanega domačina, hišnega posestnika in poškarskega podjetnika Borovnika, ki je imel 4 fante, zavedne Slovence in hčerko. Na to častno mesto je bil zelo ponosen. Prav zavedni so bili ljudje v Glinjah in na Trati, kjer so imeli lep društveni dom z gostilno in odrom, kar vse jim je podaril nekdani lastnik Sablačan. Večina prebivalcev v Borovljah pa je bila ali zagriženih nemškutarjev ali pa priseljenih Nemcev. In potem, ko je bil plebiscit, se je potegoval za mesto sodnika na deželnem sodišču v Celovcu. To mu pa ni uspelo, zaradi tega je pa potem moral iti čez mejo in je postal tam v Jugoslaviji sodnik. In na Ravnah je potem nasledil Josipa Šašla in je zanimivo, da ga je tako rekoč Josip Šašl, o katerem imamo ja tudi napisane spomine, da ga je spremljal tako rekoč vso življenje, tudi potem v Sloveniji. Drug njegov sopotnik na gimnaziji in tudi potem na Dunaju kot študent pa je bil Franc Petek. Tako imamo zanimivo konstelacijo, torej 2 pravnika in enega zdravnika, ki so bili vsi aktivni v narodno-političnem življenju. Zanimivo je tudi to, da zelo natančno opisuje to domačijo in kako se je pri starem očetu in očetu torej naučil čebelarstva in pa seveda kmetovanja. Zanimivo je tudi, kako natančno opisuje po njegovem požig domačije po izvršenem plebiscitu 1920, ko je pogorela domala vsa vas Moščenica. On je zanimiv človek, ki je pravzaprav ostal zvest svojemu izvoru, poleg svoje strokovnosti kot sodnik. Kot sodnik je seveda bil tako rekoč tudi mali kmetovalec in čebelar. Zanimivo, kako človek iz tako kmečkega okolja pride s pomočjo izobrazbe v višjo socialno kategorijo, kljub temu pa ne pozabi svojih korenin. Ja, dober den. To je pa... Dober den. Lepo vas pozdravim na rodni hiši, moja prastrica Blaža. On se je tle rodil in
svojo mladost tukaj pa živel. In mi smo ponosni na njega, da je ta pomemben postopek na vse šline tudi. V tem času je bil Burn, da je z naše strani prišel svoj delež tudi za polske Slovence v političnem in drugem smislu doprinesel. Ja, Na vsak način sedaj še gojimo tudi stike z Marjanom in z njegovim sinom, z družinami, obe družini ima tam šerka in sin in to je še živo povezano. Tudi v hvaležnosti do tega moža. Zato, če obisk pride, ne sme pestite, pa da bi napil se. No, danes smo pa bolj za trezno presojo. To hišo pri Šusterju, to so ja 1906 zgradila starša Florjana Lapuša. V hiši po domačem pri Šusterju je ded doraščal in tam je živel tudi svojo mnogoštevilčno družino. Pravzaprav je tu skozi bila čevljarska delavnica. Tomaž in Florjan sta oba dva bila čevljarja. Florjan se je učil v Borovlah za čevljarja. Ko sem te spomine od deda urejevala in se z njimi intenzivno ukvarjala, sem opazila, kako močno mu je njegova žena Marija Lapuš omogočala, da je imel roke proste za to njegovo intenzivno družbeno udejstvovanje na kulturnem, na političnem in na gospodarskem področju, predvsem v zadružništvu. Tako da je pravzaprav 1941 družina tle res že veliko in močno občutila pritisk nacistov. 1942 so pa jih potem res izselili, celo družino, 8 otrok. Ded v svojih spominih pravzaprav ni veliko pisal o svoji družini. Je pa v knjigi nekaj zelo intenzivnih scen, v katerih je vidna močna vloga njegove žene. Ko sem prišel domov, me žena ni niti vprašala, kaj je rekel podsinski bog. Mišljenje Ortsgruppenleiter in župan Aleksandar Šnica. Kaj pa delaš, sem jo začudeno nagovoril, ko sem na mizi zagledal zložene obleke otrok. Pripravljam otroške obleke, mi je rekla, da bomo jutri zjutraj pripravljeni, ko bomo morali iti. Ali si res tako naivn, da si pričakoval kaj drugega in mislil, da bo Šnica ravno tebi prizanesel? Tebi in tvoji družini že ne bo pustil ostati doma, ko ima zdaj najlepšo priložnost, da se nas brez posebnega hrupa zavedno otrese. Pojdi spat, Frjan, tako zdelan si, da se komaj še držiš na nogah. No in ti? Se ne boš ulegla, sem jo vprašal. Ne skrbi zame, toliko sem že prestala v zadnjih letih, da bom tudi to. Ulegel sem se na posteljo, toda zaspal nisem niti za minuto. Žena pa je še ob 4 zjutraj šarila po hiši in pripravljala najpotrebnejše stvari za otroke, zase in zame. Obleko je celo pripravila za svojega očeta,
čeravno nismo vedeli, ali bodo od hiše pregnali tudi 69-letnega šepevega moža. O 4:30 smo z glavne ceste zaslišali trobljenje avtomobilov, ki so obračali in se ustavljali pred županovo gostilno. Slišiš, mi je rekla žena, ki je oblečena ležala na posteli. So že tukaj. Začela je zbujati otroke. Najprej je zbudila večje 4 in jim prigovarjala, naj se le hitro oblečejo. Po nas so prišli. Ob koncu druge svetovne vojne so se lahko spet vrnili v domači kraj. Kar pa ni pomenilo, da se lahko kar vrnejo že v svojo domačijo, na svojo domačijo tudi. Hiše so bile zasedene od ljudi iz Kanalske doline, ki so se v času nacizma naselili v naših krajih, v hišah od pregnanih ljudi. Šele čez nekaj časa so se mogli vseliti v Haclove hišo, ki je bila hiša, kjer se je moja babica rodila. Medtem ko so pravzaprav živeli že tam pri Haclne, je pa tu še bila čelavska delavnica in je pravzaprav Florian Lapuš tudi tu še delal kot čelar, pač hodil teh 150 metrov sem, da bi opravil v čelavski delavnici svojo službo še dolgo časa. Ja, morda še en zanimiv detajl, ki ga seveda poznam iz knjige, da so prav v tej hiši 1906 ustanovili tisto predhodno kulturno organizacijo, predhodno tako za šentjanško društvo, kot tudi za kočno. Ker Tomaž Lapuš, oče Floriana, je bil tudi prvi predsednik in eden najbolj agilnih kulturnih delavcev. In ta organizacija je vključevala tudi zelo močno nagovarjala tudi delavce, ki so delali v tovarni zgoraj. Je pa potem kmalu se je ukinila svojo dejavnost in sta pravzaprav iz nje, iz te organizacije, iz tega društva sta nastali potem ti 2 društvi, ki jih še danes poznamo. V teh prostorih tukaj je bila prva hranilnica v 20 letih naprej in to so poslovali po mašah, to je nedeljska hranilnica biva, to je zelo ugledna institucija biva tle. Druga stvar so pa bile pa kulturne prireditve, ki smo jih v tej hiši imeli in potem se je ta dvorana tukaj zgradila, da smo imeli oder in da so vse prireditve lahko v tem kraju bile. In tukaj je seveda Lapuš od tistega časa, ko je z Rusije prišel z legendarno Miklovo zalo 23. leta, to še danes ljudje govorijo o tej, skozi bil glavni v našem kulturnem delovanju. In seveda skozi njegovo izobrazbo v založništvu je potem tudi na denarnem založniškem področju on veliko storil in zlasti pri nas, in to je potem tam gor v zalogi za videti in za slišati, kaj je on se naredil. Lapuš je bil tako pred vojno, kot tudi po vojni tudi občinski odbornik. Občina je bila v tej hiši, današnjem K&K-ju, in tu je bila tudi šola. Tudi to je zanimivo, da je tudi on obiskoval to šolo, tako kot tudi ti in še številni drugi iz okolice. Morda imaš v tem še kakšen? Šolski primer, kaj takega. Ja, za Lapušem ured je samo to, da smo mi tedaj v društvu skrbeli za to, da se naša slovenščina vzdržuje in on se stalno bodril in smo imeli igre, pa tedaj še tudi malo farna mladina, tako da je Lapuš tedaj tudi še v našem društvu predsedoval v Slovenskem prosvetnem društvu. Pomisliti, koliko časa je ta človek porabil za dobrobit našega jezika, pa naš Slovencev tukaj. To je ogromno delo. Jaz z veliko hvaležnostjo gledam na to, kar je Lapuš nam dal, nam mladim, in
kaj je iz tega vse nastalo. To so veliko njegovi uspehi in prav te sledi bodo ostale. Janko Oetzl je bil po rodu z Zile, poklicna pot pa ga je pripeljala na Bistrico v Rožu, kjer je leta 1907 postal načelnik tedanje cesarsko-kraljevske orožniške postaje. Tam je služil do razpada monarhije in novembra 1918 je bila Drava določena kot demarkacijska črta. In on je vprašal svoje predstojnike v Celovcu, kaj naj stori. Rekli so mu, ostanite tam, ker ste, tam je Jugoslavija, in ker so vedeli, da je Slovenc. Nemški orožniki naj se umaknejo, on pa naj ostane tam. In to je tudi storil, ampak že kmalu se je izkazalo, da se je moral zbati, da ga bodo aretirali v zvezi s temi boji, ki so se vneli. In tako se je zgodilo, da je kar dvakrat moral se umakniti čez mejo v tedanjo SHS oziroma državo oziroma kraljevino Jugoslavijo. Po plebiscitu, ali pa do plebiscita je potem služil kot orožnik naprej pod jugoslovansko upravo in po plebiscitu je bilo tako napeto vzdušje v deželi, da je menil, da je bolje, da se za nekaj časa umakne in se je dejansko torej umaknil spet v Jugoslavijo in se čez par mesecev vrnil. Potem je pa odkril, da je družina, da so mu vzeli državljanstvo in da so vzeli državljanstvo tudi njegovi družini. Nato je v naslednjih letih skušal doseči dobiti pisno potrdilo, zakaj so mu vzeli državljanstvo, ker vendar ni optiral za Jugoslavijo. Minevala so leta, a odločbe nisem dobil. Ko sem se zopet oglasil, me je dvorni svetnik Aigner nahrulil. Sam sem videl. Tudi meni je zavrela kri in sem mu dejal, jawohl, Herr Hofrat, kaufen Sie Strychnin und vergiften Sie uns, dann werden Sie von uns erlöst. Dejal sem še, da vsak obtoženi zločinec dobi obtožnico, da ve, zakaj je obtožen. In to zahtevam tudi jaz. Pogledal me je nekako začudeno in sem mu rekel, tun Sie sich nicht aufregen. In trajalo je kar nekaj let, da so mu končno dali nek dokument, na podlagi katerega so mu vzeli državljanstvo. In ta zakon, ki so ga izkopali, je bil iz davnega leta 1832, torej iz Metternichove dobe. No, brez državljanstva je družina potem morala, seveda je izgubila lepo stanovanje na Bistrici in žena je na srečo podedovala majhno kmetijo in tu so potem živeli vsa nadaljnja desetletja v težkih razmerah. Marica, vnukinja Janka Oetzla in moja žena, je preživela vso svojo mladost v tej hiši, skupno z svojim dedom Jankom Oetzlem in z mnogočlansko družino. Imam pravzaprav lepe spomine na dedija, ker je bil zelo pokončen, ponosen mož, čeprav je doživel toliko krivic in bil zatiran, ponižan, je ohranil svoj ponos do konca. Če zdaj gledam tu pred sabo
Vidim čebelnjak, ki je stal z mnogimi panji in ljudje so radi prihajali postrti, saj to je bil dodaten donos za družino, da so lažje preživeli. Veliko so mi pomagale tudi moje čebelice. Imel sem do 60 panjev. Na pomlad sem prodal kmečke panje, pa tudi medu za prodajo je bilo večkrat dosti. Otroci so doraščali. Starejši sin Hans se je izučil v trgovini pri Kometarju v Borovlah, Jože v Celovcu za mizarja in Ludvik pri Svaku Kramarju na Bistrici za mesarja. Dekleti Pavla in Mici sta se naučili šivati in kuhati pri sestrah v Šentjakobu. O Janku Ojcelu pa vem to, da je kroniko napisal za društvo Kočna, ki jo je izročil potem po svoji vnukini, mojemu očetu, ki je bil zborovodja. In tam pišejo zanimivi detajli o tem, kako so živeli Svečani, kako so živeli sploh v naši občini, kateri ljudje so se angažirali, ker kasneje je to malo šlo v pozabo na splošno. In v društvu Kočna, ko smo bili dolga leta povezani z sinom njegovim in s celo družino Ojcel, ki je znana kot kulturna družina, ki se udejstvuje. Stari Ojcel je bil pač nekako kot duhovni in kulturni spomenik zame osebno. Vem pa, da je to kroniko napisal in ta je zelo zanimiva in se splača z njo večkrat delati. Ne bom pozabila zadnjega stavka o poroki. Ostanite to, kar ste. Umrli so v 95. letu starosti, a njihovo sporočilo živi še naprej. Menim, da je treba izpostaviti sploh karakter vseh teh oseb. Mislim seveda na politično in narodno orientacijo obeh. To so bile osebe, ki niso zatajile. Bili so pokončni tako v političnem kot narodno-političnem življenju. Izredno jih vse tri oziroma vse štiri odlikuje ta pokončna drža na političnem in narodno-političnem področju. Niso iskali nekega dobička ali časti, bi rekel, temveč iz prepričanja, političnega prepričanja delovali v prid lokalnega prebivalstva in seveda tudi v prid koroških Slovencev. To velja tudi za Reichmana, ki je potem šel v Slovenijo in tam v Mežiški dolini deloval na različnih področjih. Bil je izreden človek, vemo, da tudi tam politično ni zatajil svojega prepričanja v socialnem oziru, oziroma bil je, bi danes rekli, nekako levo usmerjen in je tudi potem tamkajšnja oblast, ki je bila v 30 letih izredno, ta slovenska oblast, izredno konzervativna, se mu je maščevala s tem, da ga je premestila med Nemce, kot sam piše, na Kočevsko. V Kočevje direktno za tamkajšnjega sodnika. In tam v Kočevju je pisal potem svoje spomine, ki smo jih potem objavili. To je eno, kar bi rad poudaril, in tudi po vojni se mu v novi Jugoslaviji, socialistični Jugoslaviji, prav zaradi njegovega političnega prepričanja ni dobro godilo. Prišel je v navzkriž s tedanjimi oblastniki, kot je bil v navzkrižju s koroškimi oblastniki v času monarhije. Torej človek, ki, tako bi rekel,
nikoli ni zatajil svojega prepričanja, da dela pravzaprav za male ljudi in se ne druži z velikani, z velikaši političnimi, kot se je to v marsikaterem primeru dogajalo. Janka Ogrisa in pa Florjana Lapuša pa odlikuje še ena skupna poteza, tako menim, da sta bila izredno komunikativna človeka. Ogris Janko je svoje komunikacijske sposobnosti pravzaprav razvijal v svoji trgovini. Tam je lahko nagovarjal torej lokalno prebivalstvo in tudi predvsem mladino, otroke, šolske otroke in jih navajal na kulturno življenje v domačem kulturnem društvu. To je začel v trgovini. In oba je odlikovalo tudi še eno, da sta znotraj slovenske narodne skupnosti stalno iskala skupni imenovalec. Nista se pridružila absolutno ne enemu, ne drugemu povojnemu taboru, temveč stalno iskala neke skupne poti. No, Lapušu je to uspelo predvsem na zadružnem področju, Janku Ogrisu pa na kulturnem področju, ko je še naprej deloval v okviru Slovenske prosvetne zveze in se 49. leta skušal uveljaviti tudi kot skupen kandidat pri deželno-zborskih volitvah. To mu sicer ni uspelo, ne vemo, zakaj in kako je ta kandidatura propadla, ampak ni prišlo do skupne kandidature. To pa tudi vemo, krog koroških Slovencev, torej vidnih, se je pa prizadeval, da bi uveljavil znotraj Narodnega sveta in znotraj Demokratične fronte Janka Ogrisa kot skupnega kandidata za deželno-zborske volitve. Ta prizadevanja pa so propadla. Očitno ni bilo določene volje pri vodstvenih strukturah. Na podeželju bi pa rekel, saj koliko jaz poznam te funkcionarje, pa so bili skoraj pa domala vsi za to skupno kandidaturo Janka Ogrisa. To je pa tudi pomembno, ker Janko Ogris nikoli ni deloval recimo v strukturah avstrijske stanovske države. Medtem ko so nekateri drugi seveda na konzervativni strani le našli neke skupne poteze tudi s avstrijskim avtoritarnim režimom. To velja tako za Ivana Janeza Starca kot za nekatere druge. Ogris pa je ostal zvest demokratičnim načelom in zaradi tega tudi leta 1933 izpadel iz Koroškega deželnega zbora. No, to, kar vse tri od njih tudi odlikuje, je to, da so bili samouki. Tudi Janko Ojcl je v težkih razmerah, ker so preživljal svojo mladost, se izučil za mizarja, ampak potem se vendarle uveljavil kot orožnik, ki je nekaj veljal. Zelo mlad je že postal načelnik postaje na Bistrici, komaj 30 let mu je bilo in je veljal tudi v okolici kot človek, ki je pismen v obeh jezikih. In to ga je odlikovalo vse življenje, da je zmeraj spet kaj zapisoval. Torej ni slučajno, da je potem tudi svojo biografijo, sicer v visoki starosti, ko mu je bilo 90 let, je zapisal svojo biografijo, ki je zdaj tudi prevedena v nemščino. Tudi Lapuš je svoje memoare zapisoval v visoki starosti potem. On je sicer že prej pisal vedno spet, tudi v Rusiji sam pisal o ujetništvu. So mu pa ti zapiski potem nekako se zgubili seveda na poti in na dolgi poti nazaj domov, tako da je potem tudi kot starejši človek še zapisoval. Seveda v rokopisu pozneje sam še vse natipkal na pisalnem stroju tedaj in pozneje smo pa to seveda potomci
pretipkali na računalnika. Ne. Tudi to je zanimiv detajl, kako tak zapiski in memoari nekako najdejo pot tudi v digitalno obdobje. Ne. Zakaj smo vse do danes tako rekoč na teh pozicijah, da ni bilo slovenske inteligence, ne, posvetne inteligence, da so bili samo duhovniki. To je seveda posledica pisanja v miru, tudi pa deloma seveda pisanja v nemškem dnevnem tisku, ker so se ti spravljali samo vsi na duhovnike, ta nemška publicistika, slovenska publicistika, edino mir pa je bila seveda v konzervativnih rokah in so ignorirali tako rekoč vsakega, ki je bil nekje nasprotnega mnenja ali pa odstopil od konzervativnih pozicij. Vse 4 osebnosti, ki smo jih predstavili, povezuje, da so se rodile v 19. stoletju. Socializirale so se v samozavestne Slovence v obdobju zaostrenih nacionalnih konfliktov že pred Prvo svetovno vojno. Kar 3 od njih so kot samouki po sili razmer odigrali odgovorno vlogo na različnih področjih družbenega življenja. Usoda vseh 4 Rožanov je eksemplarična za številne koroške Slovence. Janko Ojcl, Blaž Reichmann in Florian Lapuš so nam zapustili dragocene spomine, ki so išli v knjižni obliki šele v zadnjih letih. Življenju in delu Janka Ogrisa pa je bil že pred 2 desetletjema posvečen simpozij, rezultati katerega so bili objavljeni v posebnem zborniku. Iz vseh 4 knjig izvemo veliko o življenju koroških Slovencev še v času monarhije in v prvi polovici 20. stoletja, v času hudih preizkušenj.